Pozdravljeni, že na našem tretjem webinarju v okviru festivala Najst, ki ga letos že drugo leto peljemo, bom rekla, skupaj z ali pa pod pokroviteljstvom Javne agencije za knjigo in revije Pil. Jaz sem urednica revije Pil in moram reči, da se zelo veselim vsega, kar že nastaja, ker imamo že kar na spletni strani, kjer festival poteka, obilo zgodb, pesmi in fotografij, stripov malo manj. No, in danes smo se zbrali, da bomo majčkeno prisluhnili, kako se napiše ali pa kako nastane fajn pesem. In pa še o čem drugem, a ne, Andrej, tako da bomo zdaj, skratka, družili se bomo z Andrejem Rozmanom Rozo, ki ga prav posebej ne bom predstavljala, ker ga verjetno velika večina pozna. Sicer pa bo Roza tudi član žirije, ki bo na koncu pesmi ocenjevala oziroma bo ocenil. Tako da tisti, ki ste izbrani in nagrajeni, pa se nam boste priključili potem na prireditvi 12. decembra, kjer bomo razglasili nagrajence, jih lepo pospremili na oder, da nam bojo še kaj lepega povedali, se majčkeno pozabavali tudi z glasbo in našimi gosti in se sploh lepo podružili. Tako da pozivam vse, ki se še niste odločili, pa nas danes mogoče poslušate, da se udeležite festivala. Če pa vam še kaj ni jasno, zavijete na našo spletno stran www.pil.si, kjer je natančno vse pojasnjeno. Tam najdete gumb festival in tam se že marsikaj dogaja. Zdaj pa, da ne bom jaz predolga, Roza, bi te prosila, da ti kar začneš. Hvala, Jana. Ja, lepo pozdravljeni in pozdravljene. Nobenega ne vidim, razen Jane, ampak predstavljam, da ste. Zmeraj je težko oziroma zmeraj lažje, če imaš ljudi pred sabo, zato se jaz tudi, ko sem začel nastopati po šolah, sem hitro ugotovil, da se moram pesmi svojih, s katerimi nastopam, naučiti na pamet, da lahko nadziram to reakcijo občinstva, ne, zdaj tu ne morem. Ampak takole bom začel, ne, da vse to, kar bom zdaj povedal o pesnenju, kako jaz to vidim, ne, v bistvu ne bi smel in mislim, da ne bo prav bistveno vplivalo na to, kako bom jaz ocenjeval te pesmi, ki bodo prišle. Zato ker po mojem mnenju, ne, so pesmi lahko zelo, zelo raznolike, ne. Jaz imam seveda en način, kako jih sestavljam, ki sem ga s časom, ne, spreminjal in se na koncu že malo, bi rekel, skoraj že ujel, ne, v eno svojo maniro, ne, ampak pesmi so res lahko marsikakšne in mislim, da je pri pesmi najbolj pomembno, da tisti, ki jo sestavi, da tisti verjame, da je to pesem in da verjame, da je to pesem tudi, ko jo naslednji dan in čez en teden in čez en mesec prebere, ne, ali pa ko jo, ne vem, 100-krat prebere, da mu je to še vedno pesem, na katero je ponosen, da jo je sestavil, oziroma ponosna, ne, zdaj to je res komplicirano, da sta spola še zmeraj dva. No, ne. Ja. In tako da ja, jaz mislim, da pri pesmih je tako, ne, da je zelo dobro, da z njimi, ne, nekaj povemo, nekaj, kar hočemo povedati, da izrazimo, da s tem, ko to izrazimo s pomočjo pesmi, ne, da s tem budimo čustva. To je brez dvoma en pomemben element pesmi, ampak nič, kar mislim, kar dela pesem. Pesem ni pa, bi rekel, obvezno, vse lahko manjka, ne. Mislim, ker lahko tudi pesem nič ne pomeni, ne, lahko gre samo za igranje z jezikom.
pa je to lahko še vedno pesem, ne. Zdaj najboljše pa seveda, da je oboje, mislim, ne najboljše, ampak jaz recimo to prakticiram, da se trudim, da je oboje, da hkrati povem tisto, kar želim povedati, in da to povem na en tak način, bi rekel, ki je jezikovno zanimiv, zvočen, ne. Zdaj, pri pesmih se mi zdi, ne, da danes, ko gledam, šolska glasila, pa tudi ko sem jaz hodil v šolo, so šolska glasila bila, na neki način podobna, da velika večina pesmi v njih je takih, da se rimajo, ne, kar samo po sebi ni nič slabega, ampak je pa po mojem, mnenju velika nevarnost tega, da mislimo, da je najbolj pomembna stvar pri pesmi rima, da se lahko ujamemo v eno tako past, in da delamo pesmi, ki so pravzaprav veliko bolj vsebinsko prazne, kot bi bile, če, če se, če se ne bi tako zelo, slepo držali te vere v to, da je rima tisto, kar dela pesem pesem, ne. Ja, pri pesmi, ne, ko pesem je pač en tak, nekaj materialnega, mislim, nekaj zvočnega ali pa branega in je, pač neki konstrukt, ne, neka forma, neki izdelek, ne, pri katerem je en od elementov, ki ponavadi zelo dobro učinkuje, ne, je ta, efektiven zaključek, ne, punchline rečejo danes temu, ne, da se nekako, zanimivo konča, ne. In tako se jaz spomnim, da moja prva taka pesem, ki je bila uspešna tudi zunaj glasila naše osnovne šole, je bila ena pesem, ki sem jo naredil takole, kot en tak konstrukt. Mislim, da sem hodil skoraj sem prepričan, da sem hodil že v zadnji, 8. razred takrat, ne, in se v njej spomnim samo tega začetka pa, zaključka. Sem izgubil že tisto knjižico, kjer je bila objavljena. Začne se takole: jabolko v travi, češnja na glavi, hruška v roki, pol sem se pa trudil naštevati še, ne vem, kaj je bilo še kje, razno sadje, ki je kje bilo. Se našteva, na koncu je bilo pa spet jabolko v travi, z njim krava se zadavi, ne. Zelo banalno, taka, ampak, taka igriva pesem, ki je bila prva, s katero s pomočjo katere sem dobil občutek, da, da mogoče pa imam ene šanse pri tem, da delam pesmi, ne. In tudi potem naslednja pesem, ne, ko sem pa že hodil v srednjo šolo, ne, na katero sem bil ponosen, ker je, izšla tudi v enem takem republiškem glasilu, literarnem za te mlade nadobudne pesnike, ne, je bila pa, pesem, ki ima naslov Semafor. To bi pa rad povedal čisto zato, ker, bi rad povedal, da z njo, da je pesem res lahko marsikaj, ne, marsikakšna, ne. To pesem sem naredil, tako, da sem, potem ko smo se v šoli učili, da je pesnik, francoski pesnik Rimbaud, da je napisal, da so samoglasniki kot barve, sem jaz potem v svoji tej, malo nori, malo kako se temu reče, malo dostikrat malo preveč podivjani domišljiji,
pa predrzni sem takoj pomislil, ne, da ima semafor 3 barve kot predmet in beseda semafor ima pa 3 samoglasnike in sem potem vzel en čist banalen stavek, ki se začne semafor na križišču, na njem se prižigajo, ampak sem potem spremenil vse samoglasnike, tako da so se ves čas kot barve na semaforju menjavali te 3 samoglasniki E, A, O, ne, semafor, in je bilo potem semafor na križišču, nastalo semafor nek ražoščen, na njem se pražogeja, zelene, oranžna, rodočo in tako naprej. Ne. In tako bi rekel, ja, s tem sem hotel povedati, da so pesmi lahko res marsikakšne, ne. Tudi sem zelo vesel, kadar v kakšnem glasilu preberem kakšen haiku ali pa seveda mogoče je treba za ta festival najti pesniki in pesnice, ki bodo sodelovali, poslati par haikujev skupaj, ne, ker en haiku je res majhna stvar, ampak haikuji oziroma ene take kratke forme so lahko zelo čudovite. Jaz sem danes po svojih policah brskal, pa sem našel samo, ne, to je pa napačna knjiga, to je zanimiva knjiga, ki sem jo vzel zaradi naslova Iščemo pesmi, kje so. To je bodoči, takrat še zelo bodoči ombudsman Matjaž Hanžek napisal pesniško zbirko. Se mi zdi tak dober naslov, Iščemo pesmi, kje so, ne, v bistvu pesniki in pesnice iščemo, kje bi lahko našli kakšno pesem in jo potem zapišemo. No, tale kratka, lepa kratka pesem je pa, ki sem jo našel, jih je več takih v tej zbirki pokojnega Jureta Detelje, je pa čist kratka: Smreke in kostanji okoli lesene kolibe. Ne, tako pa se lahko zamislimo, ne. Tako se mi zdi, da je včasih zelo treba upoštevati, da je tudi malo lahko veliko, da ima lahko eno globino. Milan Kleč je enkrat napisal: Mesto, to sta smreka in košuta. Ne, to se mi je zdelo tako, mislim, sem mislil, pa ne vem, a je rekel pa smreka in srna, ampak tako, ja. Zdaj, glede na to, da jaz sem se dolgo izogibal, še vedno se izogibam, da bi pisal take osebno izpovedne pesmi, ne vem, mislim, ampak sem sramežljiv, recimo temu tako. Ampak zelo občudujem ljudi, ki pa to pišejo, ne. Hkrati se mi pa zdi zelo nekako nevarno, da pa misliš, da je samo osebna izpovednost dovolj, ne. Ampak včasih človek rabi, ne, rabi povedati to, kar ga stiska in je to pomembno, da to naredi s pomočjo pesmi. Skratka, nič vam ne bom znal povedati, kaj je pesem pa kaj ni pesem, ne, vsaka pesem je pesem zase. Sem pa mislil, da bi pa mogoče kaj povedal, lahko še kaj drugega, če bo kdo nekako prišel z vprašanjem ali pa namigom prek teh poti, ki so med nami, do mene. Ampak sem pa mislil, da bi mogoče kaj o rimah povedal, ne, glede na to, da jaz, ko sem hodil v osnovno šolo, sem pisal rimane pesmi, se mi je zdelo, da je to pesem se mora rimati, ne. Potem sem pa zasledil, ne, te razne modernistične pesnike, ki so že to, da se jim reče modernistično, ne, da so modernistični, seveda pomeni, da so moderni, ne, in sem hotel biti moderen, ampak tudi čutil sem, ne, prisežem, da sem bil res fasciniran, ko sem začel brati ene poezije, ko so čisto ene nove, tudi nadracionalne, ne, zaumske, se reče, globlje, kot nam seže, svetove
predstavljajo, no, in sem začel pisati take moderne pesmi nekje od svojega, recimo 16. leta naprej. In ko sem bil v srednji šoli, v gimnaziji, urednik šolskega glasila, nisem objavil ene same pesmi, ki bi se rimala, ker se mi je to zdelo, da je to iz 19. stoletja. No, ampak potem sem pa ugotovil, da ves čas sta mi dve vrsti poezije blizu. Ena so vsi te pesniki, takrat sem občudoval Tomaža Šalamuna, ga še vedno občudujem, in še marsikoga iz te vrste poezije, ne, ki ene nove svetove skozi svoje pisanje odkriva, ne, ampak po drugi strani sem pa zelo občudoval, ne vem, besedila enih pesnikov, ki so pa pesmi pel, ne, recimo moj zelo ljub pesnik je bil John Lennon, ne, pozneje Leonard Cohen, pa še bi jih naštel teh popularnih ne, glasbenikov, se bi reče, kantavtorjev, ki sem pa potem ugotovil, da je to tudi poezija, ne? Da je to tudi poezija. In ko sem začel s prijatelji delati gledališče, sem kar naenkrat za potrebe gledališča, zato da smo lahko peli, začel pisati pesmi, ki se rimajo, in od takrat se vsake toliko časa strašno trudim, da bi zapustil ta prostor rimane poezije, pa mi ne uspe. Ne? In zgleda, da pač sem toliko star, da sem se že ukostenel v tem. In zdaj sem pa mislil, da če sem že tak rimač, ne, pri čemer res se trudim, da ne bi samo rimal, ampak da bi pesmi imele tudi v sebi tisto, kar hočem povedati. Ne. In še to bi rad, preden do teh rim pridem, rekel, da jaz zelo dolgo, večino pesmi pišem zelo dolgo. Ne. Zelo popravljam, iščem. Ne. Lahko pa pesem napišete v trenutku. Jaz tudi sem pa tja napišem kakšno pesem zelo na hitro. Ne. Ampak večinoma je pa to eno delo, ki je pač, če je človeku veselje, mu ni težko veliko časa ob njem preživeti. No, in zdaj smo pa pri rimah. Ne. Zdaj to je že Prešeren, je bil mojster rime, in že pri Prešernu lahko vidimo, ne, da se je trudil, da bi se istovrstne da se ne rimajo istovrstne besede, ker istovrstne besede je lahko rimati. Ne. Recimo, ne, kaj so to istovrstne besede, ne? Da imaš recimo široka, ne? Beseda široka se rima lahko na visoka, na globoka, kar je tudi v redu, ampak še bolj, bi rekel, še en večji vtis naredi, pa če se široka rima recimo na roka, otroka, spoka, skratka na nekaj, da se ne rima glagol na glagol, samostalnik na samostalnik, saj otroka pa roka, ampak otroka, ne, je, zdaj mogoče sem prezahteven tukaj, prekompliciran. A ste razumeli? Jana? Saj te ne slišim, ampak je v redu. Ti si mi izklopljena. Ja, nič, sej. Ne, sej bom jaz lahko. Ste se vklopila. Absolutno smo razumeli, in glede na to, samo toliko, da vskočim vmes, da sem že nekaj pesmi prebrala tam na naši spletni strani, take, ki so že prispele na festival, ki jih boš ti šele videl. Mislim, da so zelo dobro razumeli, kar si zdajle povedal. In da nikakor nisi prezahteven. Super. Ja, ne, sej jaz vem, ker jaz v bistvu imam težavo biti v žirijah, ne, ker imam dostikrat občutek, da
mislim, strah, da delam krivico komu, ne, da jih je več, da jih je preveč dobrih, ne, in da potem je treba med dobrimi izbirati. To mi je težko, ne, ampak potem se pa ponavadi, skoraj vedno, ne, se pravzaprav na koncu izkaže, da pa čist jasno, kateri so pa tudi Mm. med dobrimi najboljši. Pa, no, ampak verjamem, da je veliko dobrih. No, tega me je najbolj, mislim, strah v tem smislu, da bi naredil komu krivico, ampak če sem prav razumel, tukaj jih lahko več izberemo. Ja, ja, tudi če bojo res vrhunski, bomo pač tudi več, ker načeloma imamo 5, ne, kukar. Ja, Lani se je recimo pri zgodbah izkazalo, da sploh je bilo nemogoče samo 5 in smo jih več zbrali. Tako da tudi pri pesmih je ta možnost, da nismo čisto zabetonirani. no, Tako to da je naj tudi. te ne bo strah, Roza, ker Ja. to je pa vedno to tako malo težko delo, tudi zame, recimo, kadar sem v žiriji. Vem, kako to zgleda, ja. Vedno se bojiš, da boš komu krivico naredil, ampak ker nas je več, mislim, da se bomo potem lažje odločili, kdo je res tisti top, ne? No, in ne, in potem se pa te rime, če grem na rime, ne, nazaj, ne. Zdaj, ko sem si vzel recimo široka, se mi je zdelo zanimivo, ne, iskati rime na široka. Kot sem rekel, imaš visoka, pa globoka, pa roka, otroka in spoka, in potem imaš pa še dve, sem se dve besedi spomnil, imaš pa poroka, pa stoka, ne. In to jaz opažam, da ogromno tudi takih poklicnih, uspešnih poklicnih pesnikov in pesnic, ne, ima težave s tem, ker večina, mislim, da večina slovensko govorečih, ali pa vsaj polovica slovensko govorečih ljudi, pravzaprav ne ločuje, ne, med ozkimi pa širokimi oji pa eji, ne. Mislim, da niso samo Štajerci, da so tudi Primorci, ne, in na splošno je pri slovenščini zanimivo to, ne, da je slovenščine tako ogromno, da se da jaz včasih poslušam kakšno recitacijo recimo moje pesmi, pa vidim, da jo naglašujejo čisto drugače, kot jo jaz naglašujem, ker pač tam tako govorijo, no, tako da s tem se jaz ne bi obremenjeval, nobenemu ne zamerim, če rima poroka z široka, ker pač jaz sicer temu intimno rečem štajerska rima, ampak imam Štajerce v kislih, jih imam čisto iskreno. Pa da ne bom se raznežil. Takole, pol sem si iz svojih pesmi sem malo sestavljal takole, kaj se rima, ne, mislim, rime so lahko tiste čist ta prave rime, ne, se pravi, dovolite, takole imam en vers svoj, reče vidi, dovolite, da medtem ko tu sedite, vam predstavim naš program preko morskih potovanj. Ne, in zdaj imamo dovolite pa sedite, ne, to je tisto, ko sem prej rekel, da je močnejše je, če se ne rimata dve istovrstni besedi, ne, ampak tukaj se pač dva glagola v isti obliki rimata, pa kaj, ne. In ampak potem je pa vam predstavim naš program preko morskih potovanj, ne, to imaš pa am pa an, ne, in to človek skoraj ne opazi, ne. Človek skoraj ne opazi, da to ni čista rima, ne. Ali pa en drug vers imam tule, tudi sem iz svojega izbral, o veseli Mareli, gre pa takole: če se obrnila je z vrhom navzdol, po vodi vozila se je kakor čoln. Jaz sem, ne, čoln pa navzdol, ne, mislim, to je taka lepa asonanca, mislim, da se temu reče, ne, ko zveni skoraj enako, ne. In ali pa tleh pa sneg, ne, recimo. A ni ji uspelo, ista ta Marela, a ni ji uspelo, ostala je v tleh, ko zapihal je mraz in zapadel je sneg, ne. To so take rime, ki se skoraj
mislim, to so take asonance, ki jih pravzaprav sploh ne opazimo, da niso rime ali pa. A tudi ti mogoče greš na nocojšnji gala ples, ne? Greš ples, ne? Ker je pač samoglasnik E je isti, ne? Med š-jem pa s-jem pa tudi ni take razlike, ne? Tako da jaz, ko pač se trudim pisati pesmi, ko začneš recimo eno pesem delati, jaz včasih začnem pesem delati tako, da bi jo hotel narediti brez rim, ne? Samo zgodbo. Ampak potem pol najdem ene rime, ne? In potem, ko začnem rimati, kar naenkrat ugotovim, da bo pa to izpadlo zelo šlampasto, ne? Če se bo malo rimalo, pa se pa spet ne bo rimalo, ne? Mislim, tako, skratka, je v bistvu en pomemben element pesmi je tudi to, da je nekako znotraj sebe konsistentna, ne? Lahko je taka, lahko je drugačna, samo če je na pol taka, na pol drugačna, ne? Jaz recimo, ko uporabljam pogosto pogovorni jezik, ne? V kakšnih pesmih, bolj ne toliko pri pesmih za otroke se trudim, da sem da sicer ene slovnična pravila kršim, ampak jih kršim tako sistematično, ampak tako ne vpletam pa pogovornega jezika noter, ne. V bistvu kršim pravila tako, kot se mi zdi, da jih kršim v smeri, v kateri se bo slovenščina razvila, ne. Ker mislim, da pesniki nekako imamo to, da se toliko ukvarjamo z jezikom, da majčkeno imamo tudi vizije glede tega, kam jezik pelje, ne. Ampak, ne, skratka, če jaz eno pesem pišem v pogovornem jeziku, pa vmes vključim knjižni jezik, ne, je to za mene zelo boleče. To kdaj recimo kakšne popevke slišim, ki jih tako naredijo, da kar se jim rima, so navdušeni in imajo majčkeno pogovorno, majčkeno pa zborno, ne. Se mi zdi, da je en pomemben element vsakega besedila je to, da je nekako znotraj sebe jezikovno konsistenten, ne. Lahko je v narečju, lahko je v pogovornem, lahko je v zbornem knjižnem jeziku, ampak fajn je, da je v enem in istem, a ne. Ja, ke pol so pa recimo, ne, ko se pa kar se rim tiče, ne, imaš pa potem včasih pa ne moreš, ne, če hočeš, ne, mislim, skratka, ko sem rekel, ko začnem rimati, potem moram rimati do konca, in če pišem dolgo pesem, sem včasih že tako majčkeno utrujen od iskanja rim, ampak mi ne ostane drugega, ne, in pač pol včasih, tako kot sem rekel prej, te asonance, ne, pač človek, če ne najde prave rime, poišče asonance, in včasih moraš najti tudi kakšno asonanco, ki ni ki je še bolj daleč stran od ujemanja glasovnega, ne. Recimo rastlina, kima, resnica, razbija. To so 4 besede, ki so rastlina, kima, resnica, razbija. To sem jih kar tako sestavil, zato ker vse imajo tako rastlina, kima, ne, ia, ne, poudarjeni i, pa potem a, ampak zdaj, če rastlina na resnica, bo to bolj šibko, ne. Dobro, to, da ne bom, mislim, hitro ta čas mineva, ne vem. Saj ko moč malo majčkeno potegnemo, veš, ni. Mogoče še to povem, ne, pri tem, ne, ritem je tudi seveda, ne, mislim, pri pesmi je enako kot, mislim, pri taki pesmi, ki jo hočemo narediti urejeno, ki ni pesem v prozi, ne, seveda pomemben element je ritem in pač za ritem je pomembno, da je enak, ne. Da se ne, če se pa spotakne, če se pa sem pa tja ritem spotakne, da se spotakne namenoma, da ni to moteče, ne, ampak recimo tale verz bi rad povedal, ker včasih, ne, takole gre.
če lepa vida bi bila naša mobi uporabnica, ne? Zdaj bila pa uporabnica se rimata, ne? Čeprav se v resnici v enem proznem jeziku niti približno ne rimata, ker uporabnica ima poudarek na prvem A, ne? Bila pa na zadnjem A, ampak ker ima v istem metričnem vzorcu, ne, uporabnica, ne, se pravi, ker je to ta jambski vers, ne, da je en naglašen, nenaglašen zlog, zaradi tega, ker je drugi pa četrti, ker je drugi zlog naglašen, ne, prvi je nenaglašen, drugi je naglašen, tretji je nenaglašen, je potem avtomatično, ne, nam nekje podzavestno nas ne moti, da je ta zadnji A, ki v resnici ni naglašen, da deluje kot, da bi bil naglašen, zaradi tega, ker iščemo rimo, ne, ker v bistvu bralec vedno, bi rekel, se potrudi, ne, da pomaga na neki način pesniku, pesnici, ne, da verjame v to, kaj je on hotel narediti oziroma hotela narediti, ampak do ene mere, ne, ko pa vidi, da je pesnik slab, pa neha, ne. Ja, kaj pa vem, ne, zdaj jaz bi rajši videl, če bi me kdo še kaj vprašal, ker nič. Ja, zdaj bomo pa prosili našo Katjo, ki tam koordinira tale naš pogovor, če je slučajno prispelo kakšno vprašanje, vidim tudi jaz, če Na še žalost ni še nič. ni. Moram kaj povedati. Ne, lahko, ja. Mogoče, Roza, še to bi te pa jaz, Ja. majčkeno spomnila, sicer si v videoposnetku, ki ga imamo tudi že na spletni strani, kjer smo te posnela, ne, z eno kratko izjavo kot žiranta, bi te še vprašala, kaj boš pa, kaj pravzaprav boš pri pesmi ti gledal oziroma kaj te bo prepričalo, no? Ker samo dobra, slaba, seveda to vsi vemo, ampak kaj je to tisto, recimo, če lahko Ja, malo poveš. odvisno od pesmi, saj pravim, vsaka je tako, ne, zdaj, če si predstavljam, mislim, zdaj lahko je, mislim, lahko gre samo za, bi rekel, za zelo dobro igranje z jezikom, ne, lahko gre za čist nesmisel, mislim, to čisto skrajnost pripovedujem, ne. Lahko gre za eno samo besedno, zvočno igrarijo, lahko gre pa, mislim, še po svojem je ljubše, ne, če gre pa za eno besedilo, ki me čustveno, Čustveno, bi ne? rekel, doseže, ne, če mi seveda, ne, zdaj do pred kratkim še nisem, ko sem začel o tem razmišljati, nisem vedel, da obstaja tematika, ne, seveda je super, ne, in zdaj glede na to, da je tematika prijateljstvo, je seveda težko na tematiko prijateljstva napisati eno besedno igrarijo, pa mislim tako, tako da verjetno more biti vsebina, ne. Izpovedne bodo verjetno bolj, Ja, ja. verjetno bodo izpovedne in super je, da bojo, ne, seveda, ne. In zdaj pa tako, ja, tukaj je pa tisto, to, kar bom jaz verjel, da nekako me morajo prepričati, da verjamem, ne, zdaj ni nujno, da je res, ne. Se pravi, da so tako iskrene, ne, verjetno tudi, da Ampak ni, ja, je fajn, dejansko mislim, tukaj, ne, se mi zdi, da meni, jaz tudi, ljudje smo različni, pa različno svet gledamo, meni osebno se ne zdi pomembno, a se je to res zgodilo, a se ti to ni res zgodilo, a je to izmišljeno, a je to resnično. Važno je, da, ne, da jaz kot bralec to verjamem, da me doseže, ne, čustveno. Verjetno glede na to, da je taka tematika, bo to, ne, je to ja, tisto, gotovo. to tisti adut, ne. Tisto, kar bo, ja, Ja. nas prepričalo oziroma nas bo, ja. Zdaj bi pa jaz, to so bolj zame vprašanja, Roza, bom jaz odgovorila,
ker čakaj, tle je zdaj samo eno. Ja, najprej, kam se prijavite, je bilo eno vprašanje. Na spletno stran, a ne, to je online, tudi uporabljate najprej to čisto zaradi tega, da bomo res objektivni, vzdevek, se gor prijavite, saj so vsa navodila točno napisana na spletni strani. In potem, ko bomo mi zbrali na osnovi vaših vzdevkov, bomo poslali vam nazaj na spletno stran, da nam boste poslali potem imena, priimke, telefone, naslove, skratka tistim, ki bodo nagrajeni. Tako da to je postopek, je, da se gre na našo spletno stran, se odpre knof festival, tam so pa vsa navodila napisana, če pa še kaj ni jasno, je pa tam od spodaj prostor, pa se vprašanje napiše in potem naš Jure, ki je koordinator te spletne strani za festival, Jure Kreft, ki bo tudi v žiriji, sicer za fotografijo, no, napiše odgovor ali pa ga napišem tudi jaz, a ne, kar vas zanima. Zdaj dobila sem še to, je ta natečaj namenjen tudi srednješolcem. Ja, namenjen je pač vsem mladim, edino nekaj pa je. Nagrade bomo podeljevali pa osnovnošolcem. Ker nekako se pa tako kot je že Roza na svojem primeru prejle, če si poslušala, Urška, to, je pač povedal, da je drugačne pesmi pisal, ko je bil v osnovni šoli in potem v srednji šoli. Skratka, tle je razlika, a ne, tako da srednješolci verjetno že bolj zahtevne, bolj poglobljene ali kakorkoli, imate tudi več prakse z jezikom in z pisanjem občutij, ker tle je vaja dela mojstra verjetno tudi. Tako da smo se odločili, da bomo nagrajevali pa zgolj osnovnošolce, druge in tretje triade, ne. Bomo pa seveda in smo veseli in tudi potem bomo objavili tudi kakšne lepe pesmi srednješolcev. Tako da upam, da sem to odgovorila, ker na koncu bomo objavili vse, ne, na spletni strani seveda. Nekaj tega bo tudi v Pilu objavljeno, ampak je premalo prostora, tisto bo bolj s prireditve pa imena nagrajencev, drugače pa izdelki pa na spletni strani. Je pa fajn tudi zato, ker če boš poslala to, predvidevam, da si ti osnovnošolka, srednješolka, v našo to rubriko oziroma pač forum festival, ti bodo drugi tudi oceno napisali, ker napišejo tudi drugi oceno, to je pa super, to se mi zdi krasno, tule si pa, tule pa me nisi prepričala, tako da, Roza, ne samo ti, ampak oni imajo že kritiko, ko en drugemu potem komentirajo te stvari, a ne. Tako da, tako, jaz upam, da sem približno to odgovorila na ti dve vprašanji, pa pozivam, če ima še kdo kakšno vprašanje. Tukaj si dobil pa pohvalo, Roza, in sicer piše Andrej: "Hvala za vse, zdite se mi zelo prijeten gospod." Evo, vidiš? Sva pa v kategoriji že gospod pa gospa midva, veš? Ja, no, čakaj. Tolikole let štejeva, tako je. Ja. Tako, če je še kaj, tudi da je Rozo še kdo bi želel kaj vprašati? Hvala, tudi jaz. No, tako. Ker če ni dodatnih vprašanj, bi se jaz zaenkrat Rozi zahvalila. Ja, hvala. Imaš še ti kaj, Roza, za povedati za na konec? Za Ja, zaključek? pravim, ja, se veselim tega branja in zdaj, saj pravim, vsak zase ve, ne, vsak zase ve, mislim, tako, vsak, ko piše, seveda bere, ne, pomembno je za pesnike in pesnice to, da berejo druge in potem slej ko prej ne moreš, da ne bi na neki način posnemal stila enega drugega, se učil od tistega, kar je že narejeno, kar je super, mislim, oziroma čisto nekaj normalnega, ne, da tako gre, ne, tako gre razvoj, da se iz prejšnjih generacij
generacij učimo, ne. Ampak vsak pa, hkrati pa vsak išče tisto, najprej išče tistega drugega pesnika ali pesnico, ki mu je blizu, ne, in išče svoj lasten izraz, ne, tako da vsak zase najbolj čuti, kaj je, dobra pesem. To je res, ja, tako da, Ne se pustiti, ne se preveč ukvarjati s tem, kaj bodo drugi rekli, kaj bo drugim všeč, ne. Najbolj bistveno za začetek je to, da je tistim, ki pišejo, to, všeč, ne. Sigurno najbolj. da so zadovoljni. Ja, da so oni zadovoljni, ne. Ja. Če pa že je za koga drugega, pa naj bo za sošolka pa sošolce, ne pa za mene. Ja. No, glede na to, da si tudi govoril o tem, da je fino, ne, seveda več, ko preberemo vzornikov, več, ko potem bolj nas zagrabi to, ali pa bom rekla, že dobimo kakšne ideje, ali pa nam jezik zleze pod kožo, verjetno tudi bolj, a ne. O tem, kakšna vse literatura za, najstnike, na področju prijateljstva pa je fajn, a ne, bo pa v naslednjem webinarju, ki ga bomo imeli pa, v tem tednu, mislim, da je napovedan, 23. oktobra. Bomo dali na spletno stran točno, pa še tudi mailinge, kdaj bo, pa, Tilka Jamnik, ona je pa res bibliotekarka, bom rekla, najbolj nekako poznana ali pa z ogromno izkušnjami v Sloveniji, pa naredila en tak pregled tega, kaj vse lahko še v roke vzamete, ne, tudi pesmi, ne samo zgodb. Tako da to bo pa na naslednjem webinarju, da vas že kar zdaj malo, opomnim. Torej, tukaj je bila še, ne vem, če vidiš, Roza, hvala za izjemno predavanje. Saj jaz sem se malo mislim, pomislil, ne, mogoče ni bilo tako koristno za tiste, ki, mislim, prav za to tematiko, ne, prijateljstvo, ne, pač, ampak, Ne, se pa. v redu je, veš zakaj, ker o prijateljstvu smo pa mi govorili pa v prejšnjem webinarju v torek in smo zelo veliko časa posvetili temu, tako da mislim, da ni potrebe, da bi zdaj še enkrat recimo ali pa da bi prav se selekcionirali te pesmi, ki so tej tematiki namenjene, tako da, ja, zdaj, če ni nobenega drugega vprašanja, Roza, bi se midva poslovila, a ne. In, s tistimi, ki bodo izbrani, pa lahko tudi kdo drug pride, vedno povabljeni, ker naša Pavčkova dvorana ni majhna, tudi tisti, ki bi želeli priti na prireditev, pa niste, pa ne boste nagrajeni, ampak boste samo sodelovali, vabljeni 12. decembra, a ne, k nam. Bomo pa to vse še na dolgo in široko napisali. Hvala lepa, Roza. Hvala tebi, Jana, in vsem poslušalcem. In, pozdravljeni.